Tole pa je kompozicija, ko v farming simulatorju, ko kakor nekaj delaš. Vedno ko posije črn tulipan, to ker tudi Grma v rikvrc sejamo. to ker tudi zgine iskra mojih sanj, včasih se pokaže ta škrlaten dan. Kvajdej pojdejamo, kaj sjal letasa, kva bo? Maschio Gaspardo. Jaz sicer rečem Maschio Gaspardo, ampak bo jej prav Maschio. To so spet tele makaronarske fore. Tako ka Lamborghini pa Lamborghini. Najbolj da rečeš Lambo, pa nisi nič zgrešil. Tlele pa rečeš Gaspardo, pa je tako dober. Nazaj k sjavencem. 4-redna pneumatska sjavenca, dela na potlak oziroma vakum. Pa če gremo kar pogledat, te prv sjavenco kot sjavenco, brez telih dognojevalcev. 4x3, 36 litrski, možnost je tudi 60 litrski dobiti. Tlele not natreseš koruzo ali pa kakšno drugo kulturo. No in z tega rezervarja poj dol letijo semena. Semle not pade. Tlele kaj šprana, pride potlak, sesa not, kaj sesavc. Da semena primene tole plato. 26 luken ima tale talar, to je za koruzo mišljen. Lahko se pa tudi druge dobijo, za kaj drugega. Več luken pa te fore, pa manjše. To se pravi, tle ga primev, okol ga pele, pa tle dol vrže. No in na tele lukence, ki so, se lahko primeta tudi 2 semena, ali pa več, ali pa ben, odvisen, kakor je. No in takrat, ko se primeta 2 semena, so zato teli pucači, ali pa čistilca semena, kot temu rekel. Tlele je eden, ta je fiksen, ta se pa nastavlja. In nastavljaš ga s tole. Veš, ko se premika naprej nazaj. To se pravi, to je bolj agresiven, ti bolj dol meče, tole pa manj. To je čisto odvisen, kakšne semena imaš not. Če imaš večje, daš na manj, če imaš manjše, daš na več. Oziroma to moš pa malo spremljati, kva se not dogaja, delaš malo po občutku. In seme gre, to se pravi, tlele dol pade, tlele je ta kupček, teli zobči ga praskajo, da se ne zatakne, da skozi malo mrda not, to se pravi, tale lukenca prime seme, pa ga pele tlele okol. Pa tle, ko zmanjka vakuma, pa dol pade med diske, pa zadaj, da se to poj usadi. Tako da ja, vsake not mora biti tale disk not, takole je obrnen, da so zobci not, da ti simemo praska. Tale šprana se pa ujame z lukencem. No in takrat, ko ta zadeva laufa, ti ne moreš tlele odpirati tega pa gledati. Zato imaš pa na tel stran tale okenček, vokenček ga. Tlele pa vidiš poj noter, kva se dogaja. Bom poj pokazal, kam zadevo za laufov, da so majhen videli. Kako se ime prime, pa kako se ime dol vrže. Tle not sta 2 fotocelice in ti vsak se ime posebej poskanira. A pade dol, a napade. In če semena napade, da ti ta zadeva ne prime, a pa če ga zmanjka, ti poj to noter jav na računalniku. Bom tudi poj pokazal tisle računalnik. Temu se reče nadzor setve. No pa če gremo naprej pogledat. Tlele noter sta pa 2 diska, ki to režeta. Lahko ima sjavenco nalemaš, lahko pa na disk. Diskaste sjavence so bolj, zato ker hitri letiš, bolj not zareže, bolj je siguren, nič za sabo navlečeno odskak je, greš lahko bolj nepripravljen teren. Pa bolj so imune na kamne pa na kepe. Tlele not imaš pa 2 diska, ki ti dela potko pa rozor za seme. To, ki pride v zemljo, tlele pa špranco dela, spodaj pa pade seme. No in s tole ročko štelaš globino, koliko visok ti sedi, ko grejo diski v zemljo. Grejo diski v tla, kolo pa gor. Takole, na vsak stran gre gor. In to štelaš s tem kavelčkam tukaj. Tole niso centimetri, to je treba takrat, ko sediš malo preveriti. Je pa tudi plus pri telih kolesih za globino, ker tale kavelj noter, ki je takaten tandem, ako preko, eno tako vago ima not. In se tudi vsak kolo posebej malo prilagaja. Nista fiksna, da greta oba dva gor pa dol, ampak ima ta majhen hoda. Ni tako, da preko, da je en kolo vse drži, en je pa v lufta, ne. Se oba dva prilagajata, da gre levš po terenu. Tlele spredi je pa lemaš. Če imaš bolj kompakten teren, tega le ta prvi nož malo dol spustiš, da majhen zareže, tale mora biti pa lih malo nad podnam, zato da kepe odriva, da ne pridejo spodaj. Tlele zaščita diskov, da ti ne pride zemlja zadaj, če greš prenisk. Ma pa vsak disk tudi čistilce. Tam na čist zadaj nek se vidi en plehak, ki puca tiste notranje diske, da umazanijo pa blat, prav dol puca. Tele kolesa imajo pa tudi svoje čistilce tukaj zadaj. Pa imaš pa še tele 2
kuliščka na vsaki enot. To je pa zato, da se ime zakrije, pa da ga dol potlač. S tole ročko šponaš feeder, tilih zadnjih kolis, koliko ti dol pritiska. Pa imaš pa tudi druge nastavitve, tle lahko eno pušo ven vzameš na vsak stran, da so kolesa bolj skup, lahko jih malo naprej nazaj prestavljaš, čisto odvisno, kakor češ, pa nastaviš. Zapiranje vrst pri tili sjavenc je mehansko, da se pa dobi tudi elektronsko. To se pravi, zdaj, ki je mehansko, je tukaj tale zglob oziroma kardanček in ga takole stakneš, da vam pade, evo. Tale šprana pa ta zagožda morata biti skup in takrat to dela. Zdaj je pa zadeva izklopljena. Če imaš pa elektronsko zapiranje vrst, pa pride na mastele mehanske sklopke, pride ena taka elektrosklopka. Pa noter v računalniku samo izklapljaš vrste s tipko. Kjerokoli češ, pa zapreš. Iz traktorja, ne rabiš nič dol hoditi. Evo, takole pa nazaj vklopiš. Je pa tudi, če se tle notke zabije ali pa da se nekaj ustavi, ti tale štift utrga. Rezervne štifte imaš pa v vrečk. Je tudi tle en tak zvonček not, da začne cinglet, ampak ti tudi na računalniku pokaže noter, da je ena enota na dela. Ti točno pokaže kera in poj zamenjaš štift, drugega not zabiješ, pa greš naprej sediti. Pa lahko tudi, ne vem, če za kakšno tako mejo, nama zdaj po tleh riješ po sosedovem, lahko tole enoto dvigneš. Sicer je malo težka, ne, v skrajnih primerih boš to ponucal, drugače pa lahko pa tudi spuščeno delaš, pa imaš samo ugasnjeno. To se pravi takole nekak. Tega le daš dol. Nazaj dol jo pa isto spustiš, kolikor se je gor dal. Tega zasuškaš tlele. No, pa je pa spet prištima na zasjat. Tako kakor tale enota delajo pa vse 4 na isti princip. Je čisto isto, ni nobene razlike. Tlele se vidi tale feeder, polkovje, ki drži enoto zadaj. In tale enota na tel sjavenc ima pritiska 120 kg na enoto. Fiksna. Prvnite drugi MTR izvedbi se pa da pritisk na enoto štelat. Tam imaš pa od 110 do 160 kg se da navijati. No pa če pogledamo markerje. Tale imate dolgo izvedbo, to se pravi je nastavljena za sredino traktorja. Ti posred vozaš, ne pa kraj za kolesam, ampak posred. Če pa nima teh podaljškov gor, imaš pa rene mečka nižji, tis pa pride poj tako, da moraš s traktorjem voziti za črto. Na notranj stran pa na zunanji, kakor nastaviš. Recimo, če pa traktorja nima sredine pocahnjene, ali pa kva je s čim, da sprede en štel gor, pa da poj sredino vidiš, da greš po sredin. Tudi ima samo eno lajtango. Tlele zadaj je preklopen ventil, tako da, ko priješ do konca, marker dvigneš, obrneš, daš v prosti tek ventil, pa ti drug marker dol vrže. No pa da si ime sploh pade v zemljo, da ga ti skrožnik prinese noter, sta pa bistvena tile dva kolesa. Oba dva kolesa poganjata sejalne enote, to se pravi tiste rene noter, tiste talarčke. Pa imaš pa na tej strani je pa še en dodaten pogon, to je pa eden je za gnojila, eden gre pa za mikrogranulate. To pa ta kolo pa pogana še. Kolo flet navrtiš, pa se tamle priketen štange začnejo sukati. No in to je pogonska gre za tiste krožnike not, da jih vrti. Da pa koruza gor drži, je pa bistvena tale cev, ki ima vakuum not. Čeloma imaš tam od -40 do -60 milibarov potlaka nastavljenega takrat, ko seješ. Za koruzo recimo, no. Takole izgleda ta turbina iz ozadaj, to se pravi 4 cevi ima, zato je 4-redna. Do 12 redne sjavence je pač ista tistale zvezda, zato so pa ostale blendirane. Takole, ko greš po polka, se kolo suče, je tamle gor en senzor. Tale senzor. Ta senzor ti kaže, da je vse v redu, pa hitrost ti kaže, obenem je pa še hektar meter. To je na računalnik povezano. No pa če še pogledamo, kako sjavenco nastaviti, koliko te sploh sjala na hektar. Koliko boš mu ti gosto posjan. No in tele enote so zdaj nastavljene na 70 cm. 70 cm so po širini oddaljene. Lahko jih tudi na 75 nastaviš, če češ. Pa je pa še važno, kako imaš ti sjavenco nastavljeno, koliko semen na hektar ti ven vrže, oziroma poseje. Te nastavitve so pa poj tukaj noter, pa v knjigah. Evo, tle so zobniki, ki se nastavljajo. Recimo, da bi hotel imeti posjanih 85 semen na hektar. Pa odpreš knjigo. Tele sejalne enote so nastavljene na širino 70 cm. Pa pogledaj, sem rekel, da bi tam ene 85 semen na hektar. Evo, tlej recimo 85-500. Tu je razdalja od semena do semena 16 cm. No in zdaj sem iz knjige razbral, da rabaš za 85 semen na hektar razdaljjo od semena do semena po dolžini približno 16 cm pa pol.
Pogreš pa naprej na tole tabelo na sjalence. Ta prvo moraš videti, ko imaš lezene diske not. V til sjalenco unike imajo 26 luken, tlele gledaš 26 luken, pa videti moraš, ko imaš za ene zobnike noter. Zobnike imaš pa tamle na stran pri kolesu. To se pravi, variant je več. 23 zobnik, 16-23 ali pa 23-16. Bom dela pogledal, ko imamo tlele za ene zobnike not. Tale pokrov dol vzameš, pa tlele pogledaš, koliko piše gor. Na ta spodnjemu pa na ta zgornjemu. Tlele piše Z23, to se pravi, ta ima 23 zob, Z23, sta ista. Prav, mi imamo dele zobnike not 23. Gledam to tabelo, pa tiste diske noter imam pa 26 luken. Pa iz knjige sem razbral, koliko sem prej rekel, da bo razdalja od semena do semena približno 16 cm pa pol. Pa naprej tle pogledamo, koliko to pride. To tabelo gledam, pa 16 pa pol. Evo, 16 pa pol cm, to je tlele. Tlele pogrem pa levo, tle imam pa razmerje zobnikov. A zobnik mora biti 16, B zobnik mora biti pa 17. Tukaj le to pogledaš. Taj A, taj pa B zobnik. Tudi le gor kaže. A zobnik sem rekel, da mora biti 16, prav na ta desenmu, ta zgornji je dober. Ta spodnji mora biti pa na 17. Ta spodnji je pa na 17. Je pa tudi na ta najmanjši, je pa zdaj že nastavljen. Tele cifre, koliko zdaj le kažem, to je sam primer, to ni nič zaresno zajemati, koliko je treba sjati. No, je pa tako, če hotel spremeniti, ne vem, da ti se je na 18 cm po razdalji, pa tle takole spremeniš, tegale odpreš, da tam ne zadnji šponar spusti, pa tle pogledaš po tabelah, pač kje mora biti, pa sam kitno zamenjaš. Tegale ok, butnaš takole, da zasučaš, tega ne šponaš. Se pravim, sem pa to sam primer pokazal, drugače pa to pa je od vsega posebej odvisen, koliko se je pa koliko gnojila, da je itd. Te zobniki so, da jih lahko zamenjaš tam na pogonih pri kolesih, da imaš drug razmerje. To je pa čisto odvisen od vsega posebej, kva se je, pa koliko hoče sjati, pa koliko na gusto, to se poj s telem lahko malo zabeksla. Ampak trenutno je tista sjalenca zunaj nastavljena že fabršk za koruzo sjati, več ali manj, no. Zraven so še tili plastični zatiči, oziroma tiste varovalke, če ti utrga, da poj zamenjaš. Pri stran imaš table pa zadaj, pa luči, da te policaje ne zajbavajo. Tili markerji, ki so pa tudi na šplentah, da je poj takrat, ko greš po cesti, da jih not zasučaš, da nisi preširok. Je kuj majhna bolj za na cesto, ka pa na un stran. A kva? Vedno ko posije črn tulipan, tokrat tudi izgine iskra mojih sanj. Včasih se pokaže ta škrlaten dan, da začara srečo črn tulipan.